To je, kot da bi vse to že enkrat videli. Posebna 3-dnevna vojaška operacija, ki se je začela, ker je bil Kremelj preveč samozavesten glede svojih možnosti za uspeh, se nadaljuje približno 1600. dan. Ker je Kremelj preveč samozavesten glede svojih možnosti za uspeh. Ali vsaj tako se zdi na prvi pogled po srečanju prejšnji teden med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim višjim vojaškim vodstvom. A morda ni vse tako, kot se zdi. In iz srečanja je zanimiva pripomba, ki bi lahko razkrila pravi namen te predstave. Recimo temu skriti namig Vladimirja Putina. Danes želim začeti s tistimi deli srečanja, ki so v zahodnih medijih pritegnili največ pozornosti. Na to bom nekaj minut namenil preverjanju dejstev o resničnem stanju in potrdil, zakaj toliko ljudi ugiba, da se Putin vrača k svojim starim, napačnim izračunom. Nato se bomo vrnili na začetek invazije in osvežili spomin na to, kako je informacijski problem bolj institucionalna težava, kot pa težava povezana izključno s Putinom. Na koncu bom preučil nekaj boljših načinov za razlago dogajanja na sestanku, vključno z analizo že omenjenega znamenja. Naj začnem z nedavnimi dogodki. Navdih za zadnjo razpravo je bil sestanek 3. julija med Putinom in višjim vojaškim vodstvom. Navidezno je bil namen sestanka razprava o trenutnem vojaškem stanju v Ukrajini. Vendar zadržite to misel do konca videa, saj je bilo verjetno v ospredju nekaj drugega. Namesto da začnem s svojo interpretacijo tega, o čem so razpravljali, najraje neposredno citiram ključne dele sestanka. Tukaj je Putinov pregled situacije. In poskusite, da vas njegove lepo negovane nohti ne zmotijo, ko bomo to pregledovali. Od začetka letošnjega leta so ruske sile osvobodile 133 naselij in vzpostavile nadzor nad več kot 3000 kvadratnimi kilometri našega ozemlja v Donbasu in Novorosiji. Nova Rusija preprosto pomeni Nova Rusija. Tudi zanimiva uporaba besede naš v tem stavku. Ruski načelnik generalštaba Valerij Gerasimov je na to prevzel besedo. Junija je bilo osvobojenih 29 naselij in skupno 636 kvadratnih kilometrov ozemlja. Ker na bojišču ne more doseči rezultatov, kijevski režim, tako namreč imenujejo Ukrajino, poskuša prepričati svoje zahodne pokrovitelje, da je ponovno prevzel pobudo in dosegel pomemben napredek. Za dosego tega cilja kijevski režim izvaja informacijsko kampanjo, v kateri izpostavlja domnevne uspehe enot AFU, medtem ko ozemlja, ki so jih osvobodile ruske čete, prikriva tako, da jih nevtralno opisuje kot premaknjena v sivo cono. In za vse nas, ki imamo radi zemljevide, imamo lepo predstavitev tega, kar Rusija misli, ali želi, da mislimo, da je trenutna frontna črta. Zdaj, ali je dobra ideja pustiti dejansko točne zemljevide kar tako viseti na steni? Verjetno ne. Ampak prav tako ni dobra ideja, da imate svoje osebne podatke kar tako na internetu, kjer jih lahko vsakdo najde. Tukaj nastopi sponzor današnjega videa, Incogni. Pomagali vam bodo v boju proti posrednikom podatkov, ki zbirajo vaš domači naslov, industrijo zaposlitve, zgodovino zaposlitve in podatke o vaši družini. To je napaka v scenariju. Oni bodo obdelovali vaše javne družinske zapise, ne bodo obdelovali vaše družine. Kakorkoli, tako si pridobite prednost pred prevaranti in sumljivimi ljudmi, ki vas želijo osebno izslediti. Poleg tega ima Incogni funkcijo za odstranjevanje pomeri, če morate vzeti zemljevid in začrtati svojo lastno obrambno linijo. Samo pošljite jim povezavo in uredili bodo ostalo. Zato si povrnite svoje osebne podatke tako, da obiščete incogni.com, poševnica incogni.com/William Spaniel. Uporabite kodo za popust William Spaniel, vse skupaj kot ena beseda, da dobite 60% popusta na letno naročnino. Za razliko od skoraj vsega drugega v tem videu, to ni blef ali napaka, to je pravi prihranek. Še enkrat hvala podjetju Incogni za sponzorstvo današnjega videa. Zdaj pa nazaj k trditvam Rusije. Težava, kot ste verjetno že ugotovili, je v tem, da skoraj nobena od teh trditev ni resnična. Tisti kanček resnice pa zahteva zelo široko razlago. To so podatki o razmerju izgub za prvih 6 mesecev leta 2026.
Konkretni podatki prihajajo iz Inštituta za preučevanje vojne. Omeniti moram, da bodo različni drugi viri imeli nekoliko drugačne številke, vendar je splošna slika razmeroma enaka. Prva 2 meseca sta bila za Rusijo dobra, kar je bilo v skladu s tem, kar se je dogajalo zadnjih nekaj let. Vojna se je nato marca obrnila, saj je kombinacija izklopa Starlinka in okrepljenih ukrajinskih napadov na logistiko povzročila, da je Rusija na bojišču začela pešati. Ukrajina je še naprej napredovala aprila in maja, preden je Rusija junija ponovno prevzela splošno pobudo, čeprav le za las. Da bo popolnoma jasno, Gerasimovova trditev o sivi coni ima nekaj resnice. Sledilniki, ki so bolj občutljivi na gibanje v sivi coni, so zaznali večja nihanja v mesecih, ki so bili za Ukrajino uspešni. Majhne ruske prodore, ki jih Rusija nikoli ni zares nadzorovala, so pripisovali Ukrajini namesto Rusiji. Upoštevajte, da je to nekoliko drugače od tega, kar je govoril Gerasimov, saj teh pridobitev ni povzročila ukrajinska zasedba sivih con. Ukrajina je čistila območja sive cone, ki so jih občutljivi sledilci že uvrstili v ruski stolpec. Ne glede na to, nobena od teh posebnosti kodiranja ne spremeni dejstva, da se je zagon vojne spremenil, vsaj na delu bojišča. Kot sem že večkrat omenil, se bojišče premika v nasprotnih smereh, odvisno od tega, ali ste na severu ali jugu, pri čemer gre Rusiji bolje v Donetsku in Lugansku, Ukrajina pa ima popolno pobudo v Zaporožju. Kar zagotovo nimamo, je 636 kvadratnih kilometrov ozemlja, ki ga je Rusija pridobila junija. Verjetno je številka bližje 30. Različni kodirni sistemi pa so se tam približno uskladili, ker Ukrajina ne deluje več v sivi coni. Za skupne spremembe v letu 2026 je do zdaj večja razlika, vendar se gibljajo od 73 do 458 kvadratnih kilometrov. Opazite, da ta razpon ni niti približno blizu 3000, kot je bilo zatrjevano. Zaradi tega se zdaj povsod govori o stanju informacijskega mehurčka Vladimirja Putina. Toda preden poskušamo razumeti, kaj se dogaja zdaj, bi se morali vrniti na začetek invazije in razumeti ustrezen okvir za te informacijske pomisleke. Najboljša razlaga, zakaj se je invazija sploh začela, ostaja nesoglasje med Kijevom in Moskvo. Ne, ni šlo za to, kako izgovoriti prvega. Šlo je za pričakovani izid vojne. Tu je bila tema enega mojih najbolj gledanih videov vseh časov, ki sem ga spremenil v legitimno recenzirano publikacijo in je tudi ključen okvir začetka moje knjige o preživetju Ukrajine. To je bil zapleten način, da povem, da mislim, da imam precej cool službo. Sporočilo, ki ga je Putin prejemal od svojih obveščevalcev in vojaškega poveljstva, je bilo, da bo vojna enostavna. Ukrajina je nasprotno verjela, da obstaja upanje, zato Zelenski ni popustil za pogajalsko mizo. Ironija te situacije je, da je bila Ukrajina na koncu bolje obveščena o dejanskih vojaških zmogljivostih Rusije in je to dokazala s tem, da je preživela že več kot 4 leta. Prepogosto pa se ta pogovor spremeni v to, da analitiki sodijo o Putinovi sposobnosti, namesto da bi šlo za obsodbo avtokratskih institucij na splošno. Putin ni bil naiven glede težav z rusko vojsko, še posebej glede dediščine korupcije iz sovjetskih časov. Dejansko so bile te težave v Moskvi dobro razumljene po rusko-gruzijski vojni. Rusija je v tej vojni dosegla svoje cilje, vendar so analize pokazale, da so ruske enote delovale slabše od pričakovanj. To je privedlo do protikorupcijskih pobud za reševanje problema, ki pa so bile ironično spodkopane, saj je bil vodja ene takšne komisije sam odpuščen v sumljivih okoliščinah. Opomba zase. Ne zadržuj se v stanovanju moje ljubice, ko ima pri sebi za več kot $1 milijon dragocenosti. Če hitro preskočimo na leto 2022, je bila situacija, v kateri je bil Putin seznanjen, da bi lahko bile stvari problematične za rusko vojsko, vendar ni mogel biti prepričan. To je spet posledica avtokratskih institucij. Nevarno je voditelju namigniti, da stvari ne potekajo najbolje, saj bi to lahko slabo vplivalo na vas in morda povzročilo negativne posledice povezane z okni. Medtem pa so mediji, ki bi običajno služili kot blažilec za manj ekstremne težave, ki se pojavljajo v demokracijah, v osnovi oslabljeni strani vlade, da bi zagotovili, da revolucionarna misel ostane utišana. Tako je bil Putin daleč od naivnega. Bil je le v situaciji, v kateri bi se lahko znašel vsak običajen avtokrat.
kjer ve, da je problem obstajal in da so bili narejeni napori za rešitev problema, vendar ne pozna rezultata teh naporov. Preskočimo spet naprej, tokrat za nekaj mesecev. Putin je dobil jasen odgovor. Tista visoka pričakovanja o morda 3-dnevni posebni vojaški operaciji so bila zaman. Rusija se je morala umakniti iz Kijeva, tudi napredovanje na vzhodni fronti ni potekalo tako dobro, kot so pričakovali. Takrat je Putin začel čistiti lastne vrste, da bi poskusil še enkrat rešiti vprašanja korupcije. Trajalo je še približno pol leta, preden se je nova ekipa ustalila in začela odpravljati težave. Pomembno je, da se je to zgodilo šele potem, ko je Ukrajina začela svoje protiofenzive v Harkovu in Hersonu. Vendar pa je težava tukaj manj povezana z osebjem in bolj s sistemom avtokratskih spodbud. Novi ljud je prišla z obljubo, da bo popravila napake prejšnjega osebja. Imeli so jasen mandat in jasna merila za uspeh. Vendar so po 2 letih ta jasna merila začela bledeti, novi ljudje pa se je utrdila v istem avtokratskem sistemu kot prej. Vse vojaške težave, ki danes vztrajajo, so zdaj njihove težave. Tako imajo enak motiv kot pred 4 leti, da skrivajo težave pred Putinom. In zato je verjetno, da Putin še vedno bere preveč optimistične ocene vojne. Ponovno, to ni zgodba o Putinovi naivnosti. To je zgodba, ki bi jo doživel kdorkoli izmed nas in jo vsak drug avtokrat trenutno tudi doživlja, glede na spodbujevalne strukture teh sistemov. Torej, zdaj moramo preiti na našo zadnjo temo za danes, ki je, ali to dejansko drži. Ker, če se vrnemo na to srečanje, zemljevide na steni in absurdnost trditev, v resnici nimamo trdnih dokazov o Putinovem informacijskem mehurčku, kot to nakazuje večina spletnih komentarjev. Dovolite mi, da vam ponudim 3 alternativne razlage za to, kaj se je v resnici dogajalo na tem srečanju. Prva možnost je, da je bila vsebina srečanja namenjena nam, zahodnim opazovalcem. Šlo je za dezinformacijsko propagando, namenjeno spreminjanju pripovedi, da gre Ukrajini trenutno dobro. Lahko razumete, zakaj bi srečanje načrtovali prav v tem času, glede na naraščajoči optimizem na Zahodu, tako zaradi ukrajinskih uspehov na zaporoški osi, kot tudi zaradi stopnjevanja napadov na rusko naftno infrastrukturo. Poleg tega je bil naslednji dan še telefonski klic Donaldu Trumpu. Če se to res dogaja, bi to opisal kot zapravljanje časa za vse. Nisem prepričan, kdo gleda na Vladimirja Putina kot na nevtralnega razsodnika dobrih informacij. To zagotovo ni nekdo, ki si še ni ustvaril mnenja o tem, ali naj podpira Ukrajino. Druga možnost, in na to bi stavil svoj denar, je, da je šlo za performativno vajo za rusko domače občinstvo. In mislim, da je izraz performativna vaja tukaj pravi izraz. Putin je na srečanje prišel oblečen v maskirno uniformo. To ni bilo prvič, da je naredil kaj takega. Zdaj bom prikazal stare posnetke Putina, kjer počne isto stvar. Putin želi izgledati kot vojaško sposoben voditelj, ki vodi Rusko federacijo do neizogibne zmage. Če vse skupaj vzamete dobesedno, je sestanek močno deloval v slogu, to bi lahko rešili po e-pošti. In zagotovo ni bilo nobene vojaške potrebe, da bi to snemali, razen če so poskušali zadovoljiti mene in mojo neustavljivo željo po dodatnih posnetkih za ozadje. Kljub temu Putinove besede za določen del ruskega domačega občinstva nekaj pomenijo, za razliko od zahodnega medijskega prostora. In tukaj je ključnega pomena prav ta trenutek. Vojna je zdaj dosegla več Rusov na domačih tleh kot kadarkoli prej. Sporočilo, ki ga skuša Putin prenesti, je, da razume, da se napadi dogajajo na mednarodno priznanem ruskem ozemlju. Razume, da se rusko ljudstvo zdaj sooča s težavami. Toda želi tudi, da razumete, dragi ruski državljan, da ti žrtvovanja ne bodo zaman. Rusija koraka proti zmagi v Ukrajini. Samo še nekaj let morate zdržati v tej 3-dnevni posebni vojaški operaciji, da se bo vse to uresničilo. Če se vrnemo v realnost, Putin ve, da to, kar govori, dejansko ni res. Kaj pa pričakujete, da bo naredil? Da bo ruskemu narodu povedal, da je vse postalo kaos in da Kremelj nima več nadzora nad situacijo? Tukaj je še en pogled v ta način razmišljanja, spet neposredno s sestanka. Putin je rekel, bolj ko sovražnik napada našo civilno infrastrukturo in seveda je naša glavna prednostna naloga, da naredimo vse potrebno za zaščito teh objektov in civilnega prebivalstva.
Več kot bo takšnih poskusov, večje varnostno območje bomo prisiljeni vzpostaviti na sosednjem ozemlju. Še posebej, ker je to območje, tako kot druga ozemlja, o katerih smo danes govorili, zgodovinsko ruska zemlja. Vse to se sliši smiselno na prvi pogled, če sprejmete predpostavko, da je Ukrajina v resnici Rusija. Ampak dovolite mi, da poudarim dejanski argument, ki se tukaj podaja, ker je to tisti ključni pokazatelj, na katero sem se skliceval na začetku današnjega dne. Več napadov kot sovražnik izvede na našo civilno infrastrukturo, večjo varnostno območje bomo prisiljeni vzpostaviti na sosednjem ozemlju. To nima nobenega strateškega smisla. Nobenega. Vsaj v okviru omejitev zmogljivosti Rusije. In to je jasno vsakomur, tudi ruskemu vojaškemu osebju in Putinu, ki razume osnovne stvari te vojne. Če želite, da Ukrajina preneha bombardirati vašo naftno infrastrukturo, imate na splošno dve možnosti. Ena možnost je, da zavzamete celotno Ukrajino. Druga možnost je, da se pogajate o politični rešitvi. Vemo, da Rusija ni sposobna izvesti prve možnosti. Najboljše za povprečnega ruskega državljana je torej, da Kremelj izvede drugo možnost. Toda Putin želi nadaljevati, zato navaja svoj argument o Donbasu. In čeprav zavzetje več delov Donbasa ne bo pomagalo pri naftni infrastrukturi, saj lahko Ukrajina izstreli svoje daljnosežne rakete in drone od kjerkoli v državi. Tako gre za vajanje, ki naj bi koristilo ruski javnosti. Ali pa tudi ne. Pomagajte nam zavarovati Donbas, da bomo lahko dosegli svoje cilje, in zaupajte nam, da vam bo to znižalo ceno goriva. To ni dober argument. Zadnja možnost je tista, ki je strateško najbolj zapletena. Putin ima motiv, da zahodnemu občinstvu nakaže, da ima močno prenapihnjena pričakovanja glede izida vojne, saj si s tem želi pridobiti prednost v pogajanjih. Predstavljajte si, da bi bila Ukrajina popolnoma seznanjena, da je to pričakovani izid vojne in da prostori na levi in desni odražajo ustrezne stroške vojne za Ukrajino in Rusijo. Vse med rumeno in rdečo črto je zato za obe strani bolj zaželeno kot vojna, ki bi se vodila do popolnega konca. Vendar boste opazili, da obstajajo porazdevitvene posledice, če izberemo eno od teh meja namesto druge. Ukrajina bi si na primer res želela končne razdelitve, ki je videti takole, zelo blizu temu, kar bi morala biti resnična spodnja meja Rusije. A si predstavljajte, da bi Rusiji uspelo prepričati Ukrajino, da so ocene Kremlja videti bolj takole. Potem dogovor, ki smo ga pred kratkim dali na mizo, izgleda nesprejemljiv za odločevalce v Moskvi. Če želi Ukrajina doseči dogovor, potem mora morda ponuditi nekaj takega, kar je z vidika Kremlja dovolj, da se dogovor sklene. Upoštevajte, da je to za Ukrajino tudi boljše, kot če bi vztrajala, vojno pripeljala do vojaškega zaključka in dokazala, da je imela Ukrajina prav, Rusija pa narobe. Seveda je Zelenski uspel narediti, da je Putin izpadel osramočen, vendar je to pirova zmaga, če moraš za dosego tega cilja trpeti posledice vojne. Zato čutim potrebo, da opozorim in predlagam, da bi bilo morda za vse bolje, če bi popolnoma prezrli vse, kar se je dogajalo na tem srečanju. Opravičujem se, ker sem vam zapravil več kot 15 minut časa. Upam, da je bila strategija vsaj zanimiva. V vsakem primeru mislim, da bi morali preiti na glavne zaključke. Popolnoma verjetno je, da Putin nima dobre predstave o trenutni situaciji. To je veliko bolj verjetno posledica avtokratske institucionalne zasnove, kot pa naivnosti. Kljub temu je sestanek, ki dobiva vso pozornost, bolje razumeti kot medijski cirkus v korist nekoga, pa naj bo to nas, ruskih državljanov ali Ukrajine. Še enkrat hvala Incogni za sponzorstvo današnjega videa. Obiščite incogni.com, poševnica incogni.com/William Spaniel in uporabite kodo za popust William Spaniel, da prihranite 60% pri letni naročnini. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. Jaz pa se vidimo jutri. Skrbite zase.